Na Mofokonu bomo imeli, pač letos smo že govorili o tem, ne, v prejšnjih epizodih, bomo imeli tudi pač svojo stojnico. Mogoče bi tebe malo potegnil, da malo več poveš, Juvan, o tem, ampak nekako naša stojnica, ki bo letos na Mofokonu, bo razdeljena na 2 dela. Eno bo fotostudio, kjer bomo pravzaprav snemali cosplayerje v njihovem naravnem okolju. Točno to sem imel v mislih. Ta fotostudio bo dejansko malo bolj profesionalno urejen, kot je bil naš dosedanji. V bistvu, spomnite se, da na NMN-ju smo imeli nekak 20x20 metrov prostora z softboxom. Na NMN-ju smo imeli stojnice? Nismo imeli stojnice, imeli smo fotostudio. Imeli smo kotiček. Ja, tako. Ampak trenutni fotostudio, ki se planira na Mofokonu, bo dejansko, prenesli bomo svoj studio za Gaiden skoraj na ta fotostudio v Mofokonu. Vzeli bomo to stanovanje, ga dali na kolesa in sestavili, dali v škatlo. Tam bomo teleporter naredili in ljudje bojo samo notri stopili. Mi se je glih toliko veliko, da bi lahko dal pač na nek transport. Studio bo oblečen v črnino. I am not, it's very economic. Ampak studio bo oblečen v črnino, zadeva bo profesionalno polučkana in seveda bomo imeli pač Juvana, ki bo glavni kamerman in režiser. Morda ne veste, ampak Juvan je profesionalni kameraman. Lahko bi rekel video artist. Mislim, da je Rebeka omenila v epizodi, da je tukaj toliko opreme, kot ima mogoče RTV. So, if that doesn't tell you, kako profesionalni je Juvan potem. Ampak zadeva bo oblečena v črnino, zadeva bo polučkana, ti boš prinesel pač svojo celotno snemalno opremo in vsakemu cosplayerju bomo namenili dobršen čas, da ga lahko nekako posnamemo in zadeva bo potem tudi nekako skupaj dana v en promocijski highlights video, ki bo objavljen na našem YouTube kanalu. To je en del, mogoče hočeš malo več povedati še o tem. Konec konca smo tudi že v prejšnji epizodi omenili načeloma, kakšen stil bo, da v bistvu bo to Gaiden domain. Juju reference. Gaiden domain. To bo v bistvu kombinacija epicentra pa NMN-ja, tako da v bistvu bomo ustvarjali neko vzdušje, backlight reflektorčki, lepo osvetljeno, pač malo motivov, lučk pa to. Sam ne bo v zadnji dogajanja samega dogodka, ker pač si ta šola ne more prvošiti nekega ogromnega prostora, da bi lahko to izvedel. Ampak bomo pa naredili pač neko črnino, zato da bo pač gledal kot nek endless prostor. Endless void, tako, domain. Domain, no, to je to. Se tisto je naš znak, kako aktiviraš domain, pa nekaj samo Oh my god. Drugi del naše stojnice bo pa pravzaprav prodajalna stojnica, kjer bomo prvič imeli tudi naš Gaiden oziroma Slow Anime merch. Ne moram reči, kako daleč smo že prišli. Oh my god. Ta merch je tudi zanimiva zgodba. Mislim, da sem začel na logistiki našega mercha, ki bo pravzaprav bo limited edition in bo na voljo samo na Mofokonu. Hell yeah. Torej boste imeli, če boste prišli na Mofokon, tam boste lahko zagrabili in to je edina priložnost. V bistvu želim specifično, da je samo za Mofokon, spravi ta omejena izdaja majic. Bomo definitivno v prihodnosti še delali kakšen merch, ampak ta merch, ki je trenutno delan, bo na voljo samo na Mofokonu. Celotna logistika je v bistvu potekala že od maja. Se pravi, najprej je bil tisti hunt za kdo bo artist, ki bo ustvarjal naš merch in kaj je ta merch. Na koncu smo se odločili, majice so v bistvu tak najbolj straightforward merch. Na koncu smo se odločili za ChatGPT. Vsak rabi obleko in če je brandirana nekako v našem stilu še toliko bolje. Jaz upam, da bo mogoče vsaj en kupec, jaz bom zelo vesel, če bom nekoga videl. To je bila šala, pač nismo na konci šli v AI. No, we didn't. Please don't cancel us for this joke. Pač sej to lahko ti poveš. Absolutely not. Tudi artistke smo iskali. Na koncu sem se odločil, da artistka, ki bo skrbela za naš merch, je Janina, ki je naša
bistvu dvakratna gostja. Tako, returning guest. In je naredila 3 lepe dizajne, spravi zadeva je povsem originalno zdizajnana in Lahko brandirana. vidite tam eno Evo, žvalco. tole je en od primerov in bo na voljo tako za nakup na naši stojnici. 4. dizajn, se pravi 3 dizajne je naredila Janina, 4. dizajn je pa naredila Ashley Wolfe, ki je tudi naša gostja bila v 9. epizodi. Ta njen dizajn bo pa v bistvu bolj stiliziran na Mofokon, se pravi nekak merch med Slow Animejem in Mofokonom. Sem res ono, ko si mi kazal, ti Exactly. bilo. Tako da, Torej, če kdo gleda Dragon Ball, pač Fusion. Exactly. To. Do it, Danga, do it. Tam ga imaš! No. Je tam. Exactly. Sta že zastrala, sta že oni, ta suhce, da Te dobil. smo debel. It's fine, we don't body shame. Unlike you. Mislim, da vse skupaj imamo nekje 30 metrov prostora, tako da definitivno nas ne boste zgrešili. Se bo pa zadeva dogajala na drugem nadstropju FKKT-ja. To je, se pravi, ko pridete čez vhod Mofokona, ne, to je recimo en predel. Ta predel ima 2 ali 3 nadstropji in potem imamo še en predel, kjer ima spet 3 nadstropja. A ne? In mi smo v tistem drugem predelu, ki je v bistvu po prehodu. Se pravi, drugo nadstropje greste po stopnicah gor in nas boste našli. In lahko vstopite v naš domain. Exactly. Bomo imeli pa tudi skupinsko stojnico z Ashley Wolfe, kjer bo imela tudi ona svoj merch. Ne, tako da. Jaz sem samo vesel, da imamo točko, kjer se lahko ustavimo, pa malo oddahnemo od vsega, kaj se dogaja. Mislim, da bo tam še najbolj pestro, tako da če se boš hotel vdahniti. Tam bo definitivno zelo veliko cosplayerjev, ker je mislim, da za obiskovalce vedno zanimivo, ker je cosplayerji se mi zdi so vedno neka glavna atrakcija na teh konvencijah. To je res, ja. So yeah, that's where we're gonna mislim, be. Mislim, če vidite zadnji video, ne, ki ga je Juvan naredil, cosplayeri all the way. I mean, nekako se mi zdi, da cosplayeri so, oziroma organizatorji so ugotovili, da cosplayeri so tisti vrhunec dogodka, tudi ponavadi. Običajno je cosplay tekmovanje. In so v program vsi, tudi recimo Epicenter, ki je primarno gaming, gaming dogodek, so uvideli, cosplayeri so nekaj, kar ljudi res zanima in so dali ta del programa čisto na koncu. In se ne rečem, da predavanje prej niso bila zanimiva, ampak na koncu je bila tribuna povsem polna. Ja. Torej, ni bilo placa še. Čakaj, ne bo zdaj še nek stripovski dogodek naslednji, ki tudi vabijo cosplayerje? V Celju, ja. Čakaj, tisto, ki je na isti dan kot Mofokon. Kot Umiko, mislim. Kot Umiko. I mean, it just makes sense, right? Ima smisel, glede na to, da je to eden pač glavnih faktorjev, zakaj bi v bistvu prišel na dogodek, če nekomu na glavna vabljiva točka. Zakaj bi šel na Umiko, če je pač tam lakotnik z Vitorepec pa Trdonija, ne, v Celju? To je bilo I know. Ampak je itak 2 dni, tako da greš lahko pač, kaj, prvi dan na Umiko, drugi dan v Celje. Ja. Jaz bi lakotnik kako spet. Mislim, da celo 3 dni traja. Mislim, da celo 3 dni traja, od petka do nedelje. 10 let nazaj sem celo za ta stripovski dogodek celo snemal. Okay. Mož 10 let nazaj več. Boš dal nek posnetek, ne obstaja. Sem ga slučajno videl. Nisi tako ponosen na ta posnetek. Tako je to isto kot Beast Wars, ali kaj? Še slabše.